Film, ta čarobnost gibljive slike. In dostopnost. Ja, dostopnost do kulturnih dobrin tudi gluhim in naglušnim. V Kinodvoru se še kako dobro zavedajo, kako pomembna je ta dostopnost in raznolikost filmskega programa, ki ga nudijo gluhim in naglušnim. Leta 2013-2014 smo bili vključeni v ta Beletrinin projekt, razširimo obzorja kulturnega. Takrat so pristojni za to prišli pogledati, kakšna je fizična in spletna dostopnost Kinodvora za te različne skupine. Potem je bil podan nek rezultat, izsledki, nekaj stvari smo ukrenili. Potem recimo 2015 smo namestili v dvorani slušno zanko, se pravi, da naglušni lažje spremljajo filmske predstave. Tudi sedeže za invalide smo prestavili drugam, tam, kjer je bolj primerno. Neke varnostne ograje smo podaljšali, ojačali dvigalo in tako naprej. Kinodvor je mogoče malo specifičen zaradi tega, ker gre za dvorano, za kino z eno veliko dvorano, in se pravi, je v bistvu prostor naš največja ovira, recimo, da bi lahko zagotavljali tako programsko raznolikost, da bi nek segment programa bil zelo domišljeno narejen za te skupine in tudi ustrezno tehnično podprt. Občasno pripravijo posebne projekcije za gluhe. Pleme, Kabinet čudes, Družina, z dodatnimi slovenskimi podnapisi. Pa vendar, koliko gluhih obiskovalcev pride na projekcijo? Govorila sem z našo blagajno, ki so seveda ljudje, ki vidijo čisto vsakega človeka, ki stopi v naš kino, in pravijo, da v bistvu gluhe zelo, zelo redko opazijo v našem kinu, v bistvu skoraj nikoli, naglušne veliko več. In ja, absolutno si želimo, da bi bila participacija gluhih in naglušnih v našem kinu večja, ampak tukaj je poteza na naši strani, da zagotovimo vsebine, ki so za gluhe zanimive, primerne in tudi ustrezno tehnično opremljene. Tako da ja, mislim, da če bo to narejeno, bodo potem gluhi in naglušni začeli prihajati v naš kino. Kaj pa prihodnost? Kinodvor je vključen v mrežo Europa Cinemas. Na konferencah si predstavniki kinodvoran izmenjujejo izkušnje, tudi s področja nagovarjanja gluhih in naglušnih. V bistvu tudi tehnično obstajajo načini, kako bi lahko bile stvari, se pravi, če bi bile predstave specifično za gluhe. Obstajajo podnapisi, ki so prilagojeni gluhim, se pravi, imajo ta dodaten opis zvočnega dogajanja, so bogatejši kot te klasični podnapisi. Žal je dejstvo, da te stvari so vnaprej dostopne in pripravljene za filme velikih studiev. Mi smo kino, kjer se ne vrtijo tako pogosto, te filmi velikih studijev, tako da za neke filme evropske produkcije pa to veliko težje. Ampak spet gre v veliki meri za neko prostorsko stisko, kam in kako umeščati te programe. Leta 2022 se nam obeta odprtje Minipleksa s 4 kinodvoranami v mestu, v podhodu Ajdovščina, in tam bo zagotovo tudi ena pomembna usmeritev programska, kako in na kakšen način približevati filmsko kulturo raznim ranljivim skupinam, tako gluhim, naglušnim kot slepim, disleksikom in tako naprej. Gluhi in naglušni si trenutno lahko v Kinodvoru ogledajo slovenski dokumentarni film Družina, ki je opremljen s podnapisi. Na voljo pa so jim tudi vsi tujejezični filmi, ki so trenutno na rednem sporedu.